Dajmo se najprej malo razgibati. Dajmo, ajde. Delajo samo komolci kroge. Delajo samo komolci kroge, ajde. Komolci delajo kroga. Lahko bi se malo zresili v tej oddaji. Drugače smo v aprilskem času, ne vem, če veste, če ste pogledali na koledar, potem veste. TV serije so trenutno na vrhuncu zgodb, trenutno se največ dogaja. Telenovele so trenutno on fire. Gledate kaj TV? Serije na Planetu? Ja. A sem slišal en ne? Da ne bo kaj narobe. A gledate kaj serije na Planetu? Hvala lepa. A ste slišali za cross promotion? Drugače, veste, kaj to pomeni? Tako imenovano krožno oziroma križno promoviranje vsebin. Mi naredimo reklamo za jutro, jutro naredi reklamo za nas. Ne vem, Planet 18 naredi reklamo za nas, mi naredimo reklamo za jutro. To je ta vsakdanja praksa pri TV oddajah in danes bomo tudi v naši oddaji ubrali en cross promotion. Ne vem, če ste vedeli, ampak na Planetu predvajamo serijo Lev je srčna. Ja? Ste gledali? Dajte en aplavz za Lev je srčno. Prvič v zgodovini, da je telenovela dobila aplavz. Ne vem, mogoče pa ploskate doma, ne vem. No, iz marketinga so nas prosili, če lahko malo poreklamiramo to serijo. V Indiji bojo pa našo oddajo poreklamirali, tako da jaz sem prišel k njim igrati kot gost v eni epizodi. To so ti roko mi je. Tole so nam dali, en šalter, ki je zvezan direkt z arhivom Planeta. Z video... Ki je zvezan direkt z arhivom Planeta. In s katerim lahko sprožim naključen odlomek iz serije Lev je srčna. Ne vem, kaj nas čaka, upam, da gre za zanimivo vsebino. A sprobamo najprej, da vidimo, če je kaj napetega. Sprobamo? Ste za? Da bi jaz vedel, da je to tako napeto, bi gledal to serijo. Pa to je skoraj kot Chuck Norris. No, zdaj imamo izhod, če nam postane dolg čas, prav malo zreklamiramo. Začenjamo pa s prvo temo in sicer Američani so v vesolje poslali 6 žensk. Ne, če ste vedeli, med njimi najbolj znane Katy Perry in zaročenko od Bezosa Lauren Sanchez. The women experienced 4 minutes of weightlessness. Katie held up a daisy for the camera. They are floating, they are weightless, they are experiencing zero G for the very first time in their lives. Ja, okej. Pomanjkanje njihove težnosti najbolj doživljajo njihovi partnerji, če smo iskreni. Ker naenkrat niso več težke. Pač malo so šle na izlet, zakva pa ne. Lahko bi šle kam bližje, recimo City Park, BTC. Velika Kladuša mogoče. Zakaj pa v vesolje? Ker lahko. Lahko bi gor ostale, res je, ampak ne moreš imeti vsega v življenju. Katy Perry je rekla, da je že od nekdaj zainteresirana za vesolje, za astronomijo, za astrologijo in zvezde in da bi rada v vesolje ponesla glam. Ampak prav poseben razlog pa je našla v raketi sami. So when I was invited to come on this voyage, I looked up the capsule, and the capsule on the very front of it is the outline in the shape of a feather. And when I saw that, it was like a total confirmation because my mom has always called me Feather. Pero! To je zanjo pero?
Sam je res, čisto pero, ni? Zrezno. Če je to za njo pero, pa me zanima, s kakšnimi moškimi se to ona druži. In predvsem, zakaj jim jemlje samozavest, je moje drugo vprašanje. Ne vem. Če ima tvoj zaročenc Katy Perry pero, mi nismo krivi, okej? Katy Perry naj bi v vesolju zapela tudi pesem What a Wonderful World, ampak ker v vesolju ni zraka, se je ni nič slišal. Kar je odlična rešitev. Zamaški za ušesa so cnej, ampak poslati v vesolje to tudi dela. Ne? Pa naj tam poje. A je cajt za presekat? Dajmo pogledati. To so te vsebine. Pojdimo naprej zadajo. Po svetu ponovno veliki premiki, poletje v vesolje, Trumpove carine, še vedno divjajo vojne, kaj pa pri nas? Na priljubljeni sprehajalni poti ob žici v bližini industrijske cone na Ljubljanskem Viču so se nedolgo tega pojavili nenavadni znaki. Opozarjajo namreč, da je upravljanje velike potrebe za ljudi tam prepovedano. Sicer ne gre za uradne znake, očitno jih je nekdo natisnil s tiskalnikom, zaščitil in postavil. Ja, očitno je nekdo sral vse poprek. Ne? Če ne bi dal tega znaka. Ker paste, znaka, da tam ne smejo pristajati helikopteri, tam ne boste najdel, ker nihče ne pristaja s helikopteri. Ne? Sam velika potreba je hudir in jaz to dobro vem. Lihkar. In kaj pravijo ljudje? Hvala Bogu, tu se čisto popolnoma strinjam. To pa res ni stranišče, to je sprehod. Sploh pa, ker imamo to kužko, ki sprehajamo in potem jejo ta drek, ne? In to ni fajn. Ni fajn. Lahko potrdim, sem ga enkrat sprobaj, res ni okej. Kaj? Kužka sem igral. A pa se vsi strinjajo s temi znaki, ali sem ta gospa? Te prime trbu, da moraš opraviti potrebo, a se boš v gatje postavil. Kam boš? Gospod je stara šola. Gospod je stara šola, kaj smo? Drugače lahko kakanje na javnem prostoru, ne vem, če ste vedeli, kaznuje s kaznijo, ampak verjetno ne, če te res tišči, ne? Kaj? Ker kot je rekel ta gospod, ker če te tišči, pa pač moraš iti, ne? Ne, če ne, ker nekaj kakaš, tam nekaj pa kazen, ja, to pa ja. Tam okrog 400 €, mislim, je skoraj to, če greš na kakšni bencinski ob avtocesti v glavnem. Tam. Me je to noro. Jaz sem postal malo odvisen od tega. To je toliko odvisen, da hočem še enega. बूंद है बनता सागर धागा धागा बनती चादर धीरे धीरे यूं ही तू भी अपना जीवन सजा Ta me name spominja, pa na moje bremena. Jaz imam vsaj čevlje, ne? Kaj napetega se je še pripetilo v naši izjemni državi? Petek 11. april. Policijska postaja Murska Sobota ob 6:30 zjutraj dobi prvo obvestilo, da se na cesti Moravske Toplice Martjanci nahaja konj. Policisti so na kraju konja izsledili, o zadevi pa obvestili ustrezne strokovne službe in lastnika. Pač nismo država za CNN, kaj naj rečem. Ali je drek na cesti ali pa konj. Oziroma, ali je drek ali konj ali pa zastoj, drugega pa nas ni. Ni noro, no.
folk. Mene sploh zgodba ne zanima, jaz bi sem te gledal. Ko pa imaš občutek, da si zadet, da nekaj ne štimaš. Se vrnemo takoj po glasih, ko bo z nami. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal. Imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.